Pozdravljeni. Pred vami je zadnji briefing. Skupaj si bomo na začetku ogledali dve tehnični zanimivosti, nato bomo pogledali, kaj se je pravzaprav zgodilo med kvalifikacijami za veliko nagrado Rusije. Pogledali si bomo ritem in kaj lahko pričakujemo jutri na dirki za veliko nagrado, ter na koncu bom podal tudi moje osebno videnje za možne strategije. Na začetku je treba opomniti na neko novico, katero ste morda zasledili, bila je prevedena tudi v slovenščino. Namreč, mnogi so pisali o tem, da naj bi Racing Point RP20 imel zadnje obese letošnjega Mercedesa dvojni V11. In to zaradi neke fantomatične prepovedi, katera bi stopila v veljavo 30. septembra. Ne vem, lahko se bo to zgodilo, ampak na levi strani ekrana imate sliko Racing Pointa RP20 iz tehničnih pregledov velike nagrade Rusije, na desni strani sliko zadnjega dela Mercedesa dvojni V11. In sedaj se lahko vsak sam odloči, ali so te obese ene in iste. Seveda v tistih člankih, ki so to navajali, ni bilo nobenih fotografij, zato marsikateri navdušenec je lahko taki novici tudi nasedel. No, sedaj se lahko vsak sam odloči, kaj je res in kaj ni. Druga novica iz tehničnega področja, katera je tudi izjemno zanimiva, je pa aerodinamična podoba pri ekipi McLaren. Namreč Carlos Sainz mlajši bo imel bolid starejše konfiguracije, tiste, katere smo vajeni od začetka sezone. Lando Norris bo uporabljal tisti nov konus, katerega smo že videli na prostem treningu v Mugellu, s to razliko, da ga je rabil na kvalifikaciji in ga bomo videli tudi na dirki. A v resnici bomo šele videli, ali je hitrejši ali ni od starejše speljanke. Kar se tiče kvalifikacij, smo videli, da star material je bil za dlako boljši. Če se najprej posvetim kvalifikacijam, moram priznati, da so bile napete, malo da ne dramatične, ter polne presenečenj. A ta presenečenja na kvalifikacijah niso bila zmeraj prijetna. Prvo neprijetno presenečenje je bilo zadnje mesto Kimija Räikkönena v prvem delu kvalifikacije. Res lahko nekako pričakujemo, da v prvem delu kvalifikacij bodo izpadli vozniki ekip Haas, Alfa Romeo Racing, Williams, a vseeno od Kimija sem pričakoval malce več tu v Rusiji, čeprav ta proga mu ne leži preveč. A drugo neprijetno presenečenje prvega dela kvalifikacij je bila forma Ferrarija. Oba voznika sta bila tik pred izpadom, namreč 14. in 15. mesto je blizu tistega, kar bi pomenilo veliko blamažo izpasti že v prvem delu. A drugi del kvalifikacij, Q2, je pomenil pravi preobrat, katerega posledice bomo lahko videli celo jutri na dirki. Namreč tudi tu izpade samo tistih zadnjih 5 ter glavno je, kako se kvalificirajo, na kateri pnevmatiki tisti najboljši, da se lahko potem malce razpravlja tudi o strategiji. In prav tu se bomo kasneje ustavili. Namreč v svojem prvem poskusu je Lewis Hamilton šel čez rob proge, zato so mu brisali tisti odlični čas, ki ga je dosegel. In moral je iti v drugi poizkus. A ko se je pripravljal na drugi poskus, je Sebastian Vettel se zavrtel, tudi on se je boril za vstopiti v drugi del kvalifikacij, raztreščil svojega Ferrarija SF1000 ob zaščitno ograjo in izobesili so rdečo zastavo. Najprej se bomo ustavili pri Sebastianu Vettelu. Njegov stil vožnje je tak, da rad hitro stopi na stopalko za plin. Zato ni čudno, ukolikor nima dovolj aerodinamičnega oprijema na zadnji osi, da se pogostokrat zaplete v oversteer. In tudi tokrat se je to zgodilo.
Nekaj, kar bi lahko predvideli tudi pri skuderiji Ferrari in mu napravili tak paket, kateri mu bi pomagal v taki situaciji. Ne vem, zakaj v vseh teh letih smo le malokrat videli bolid, kateri bi bil narejen za stil vožnje Sebastiana Vettela, a tudi tega bo kmalu konec. Po tistem obdobju, katero je bilo potrebno, da so očistili progo, je voznikom ostalo na razpolago nekaj več kot 2 minuti časa in to 2 minuti za tisti izhodni krog ter seveda tisti hitri krog, katerega lahko naredijo tudi potem, ko se čas izteče seveda. In tu je tisti dramatični trenutek, katerega bi rad opisal, namreč v svojem izhodnem krogu je Lewis Hamilton zopet napravil napako. Imel je pneumatike soft namesto tistih pneumatik medium, katere smo videli na njegovem bolidu v prvem poskusu in pol, če ga lahko tako imenujem. In malo je manjkalo, da ne bi bil tisti njegov izhodni krog enostavno predolg. Če pogledate posnetek, lahko vidite, da je bilo res zadeva sekund, da je prečkal v času tisto štartno ciljno črto. Uspelo se mu je prebiti naprej, a treba je poudariti, da ne bo imel enake strategije kot njegov moštveni kolega in tudi ne kot Max Verstappen. Pri ostalih je treba poudariti, da je tudi Charles Leclerc izpadel v Q2, kar nam da misliti, da vseeno, kolikor bi se Sebastian Vettel zavrtel ali ne, bi lahko oba Ferrarija izpadla v tem delu kvalifikacij. Še posebej, če tisti rezultati iz prvega dela kvalifikacij nekako prenesemo v drugega. Bila sta med najpočasnejšimi, kljub tistimi malenkostmi, katerimi smo videli prvič tu na tej dirki. Treba je poudariti tudi tisto, kaj se je zgodilo Lenzu Strollu. Videli smo, da je šel na pit lane, ko so vsi čakali, da se bodo pognali v tisti zadnji poizkus, a kar naenkrat so pristopili mehaniki, mu dali tiste hladilne ventilatorje na reže ter potegnili bolid nazaj v bokse. Pogonski sklop se mu je enostavno pregrel in senzorji so mu zaprli dotok goriva. Ni bilo dovolj časa, da bi ponovno zagnali njegov bolid. Zato je ostal praktično v Q2, imel je pa resne možnosti se prebiti naprej. V tretjem delu kvalifikacij smo videli pa nekaj zanimivega. Pole position Lewisa Hamiltona ni niti tako presenečenje, a presenečenje je enkraten čas Maxa Verstappena. Praktično prvič v celotnem vikendu do sedaj mu je uspel tisti skoraj popolni krog in videli smo, da je bil bistveno hitrejši od Valtterija Bottasa. Če primerjamo rezultat Maxa Verstappena s tistim, kar je izračunan ritem za kvalifikacije in govorimo samo o kvalifikacijskem krogu za Red Bull, vidimo, kako dober je bil. In tudi razlika med Maxom Verstappenom in Alexandrom Albonom je sramotna 0,2, kar je po mojem osebnem mnenju bistveno preveč, seveda gledano strani Albona. Pri ostalih velja poudariti, da Carlos Sainz mlajši bil hitrejši od Landa Norrisa ter enkratno formo obeh tovarniških Renaultov, katera sta pa kazala te znake skozi celoten vikend, skozi celotne proste treninge. Tudi Sergio Perez je pokazal dobro formo, ampak Racing Point je stalnica v Q3, zato to ni nobeno presenečenje. Tudi Gaslija je lepo zopet videti v Q3, spomnimo se, na veliki nagradi Toskane je izpadel v prvem delu kvalifikacij, zato je zopet prišel tja, kamor sodi. A pojdimo malce sedaj na tisti ritem, kaj lahko pričakujemo na dirki za veliko nagrado Rusije. Če pogledamo malce tisto, kar nam pravi ritem, kateri je seveda izračunan na podatkih prostih treningov, lahko vidimo malce drugačno sliko, kot so nam jo pokazale kvalifikacije, a ne sme nas preveč zavesti. Namreč po mojem osebnem mnenju Red Bull nima takega zaostanka na krog, kot ga kaže ta graf. Namreč gre za povprečje tistega, kar je pokazal Verstappen in tistega, kar je pokazal Albon. Med njima je ogromna razlika. Zato bi lahko predvidevali, da Max Verstappen bo izgubljal malce v primerjavi z Mercedesom, a ne toliko.
S pravo strategijo, katero verjetno ima, bo znal biti še kako nevaren. Nato imamo tisto srednjo skupino, kjer so vsi malo da ne z istim ritmom, pa govorimo o Alfa Tauri, Racing Pointu, Renaultu ter McLarenu. Kot ponavadi bodo tu odločale malenkosti in zanimivo bo res videti, kako se bo obnašal Lando Norris s tistim novim nosnim konusom. Kar je bilo videti iz kvalifikacij, mislim, da izbor ni bil pravi. Ni še čas za to noviteto, a pustimo se presenetiti, kot ponavadi pravi. Ferrari je tu zopet pokazal vso svojo šibkost, je na dnu, na repu, tudi pri podatkih, ki so izhajali iz prostih treningov. Na kvalifikacijah so pokazali, kam sodijo, in če to prekrižamo s temi podatki, ne vem, kaj bi lahko pričakovali. Nekaj podobnega, kot smo videli lahko na tistih dirkah, kjer so se komaj prebili do kakšne točke. In seveda tiste stalnice na dnu lestvice, o katerih ne bomo izgubljali preveč časa. Sedaj verjetno mnoge izmed vas zanima, kakšna bo strategija posameznih ekip. In moram priznati, da temeljim na tistih podatkih, ki sem jih izbral sam, to temelji na tistemu, kar ni objavil Pirelli, a vseeno nam lahko da nek pogled, neko sliko, o kateri bomo lahko začeli razmišljati. Seveda, jutri pred komentarjem same dirke bom primerjal tiste moje napovedi s tistim, kar pravi Pirelli, in videli bomo, ali sem sploh kaj zadev ali ne. Če upoštevam videno na drugem delu kvalifikacij, lahko sklepam, da Verstappen ter Bottas bosta dirko začela na pnevmatiki medium. In to pomeni, da prvi stint bo trajal po mojem osebnem mnenju med 20 ter 22 krogov. Nato predvidevam, da bosta nataknila pnevmatiko hard ter nadaljevala do konca dirke približno tam 31 do 33 krogov. Nekako tu je najbolj varna varianta tista, ki je lahko malce dolgočasna, a nudi kar se da dobro razmerje med hitrostjo ter zanesljivostjo. Tisti, ki bo začel na pnevmatiki soft, ima po mojem osebnem mnenju dve varianti. In prvo z enim postankom, kjer bo na pnevmatiki soft zdržal tam okrog 15 krogov in nato s pnevmatiko hard 38 krogov. Čeprav 38 krogov na pnevmatiki hard se meni osebno zdi ogromno. Nisem prepričan, če bo pnevmatika zdržala. Zato sem dal tudi drugo opcijo z dvema postankoma, katera sta pa tu v Rusiji malce neprimerna. Namreč prvi stint 15 krogov na pnevmatiki soft in drugi stint prav tako približno 15 krogov na pnevmatiki soft. Nato 23 krogov na pnevmatiki medium, kar je seveda izvedljivo. A nisem prepričan zopet, da bi bila ta varianta s postankom več hitrejša od tistega, kar sem navedel kot prvo možnost. Kot četrto strategijo sem pa skušal nekako dobiti nekaj, kar bi lahko pomagalo onim, ki bodo začeli dirko v ozadju. Nekaj presenetljivega, nekaj drugačnega. Začeti dirko na pnevmatiki hard in zdržati 28 krogov ter nato na medium 25. Seveda naj vas ne zavedajo te številke, kajti na drugem stintu, ko je bolid lažji in če ima voznik na razpolago novo, nerabljeno pnevmatiko, lahko tega podaljša in vozi bistveno hitreje od tistega, kar se zgodi v začetnih fazah dirke, ko je pnevmatika že dala skozi kvalifikacije ter kot so rezervoarji za gorivo polni in posledično bolid težji. Seveda, gre za moja osebna predvidevanja, brez da bi videl, kaj je sploh si mislil Pirelli. A o tem, kot sem povedal, malce več jutri. To je tudi vse, kar spada v naš zadnji briefing.
Seveda, jutri ob 12:45 začnem s prenosom v živo na Facebooku. Vabljeni, da se mi pridružite. Tam bomo skupaj pogledali, kaj pravi Pirelli, kaj sem danes povedal jaz, videli bomo, če sem kaj zadev, in skupaj si bomo ogledali dirko ter videli, kdo je imel na konec koncev prav. Seveda, vabljeni kot ponavadi, da se mi pridružite tudi z vašimi vprašanji, komentarji ter pobudami, ker bom skušal odgovoriti, seveda, vkolikor bom znal, na kar se da veliko vaših vprašanj. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.